Tudi danes namenjamo nekaj časa zdravilnim rastlinam sveta. Elena Dimitrijevič bo danes govorila o maki. Maka je rastlina, ki raste v perujskih Andih in njen izvor je na prav posebni planoti, ki se imenuje Hunin. Raste na več kot 4400 metrov nadmorske višine in to v prav ekstremnih pogojih. Tudi visoke temperaturne razlike, visoko UV žarčenje, vetrovi so, tudi recimo zmanjšana vsebnost kisika in tako dalje. In se resnično mora boriti za svoje preživetje, tako da vleče iz zemlje različne minerale in ustvarja posebne snovi, ki so značilne samo za mako. Ravno te snovi, nekaj tam jih je 55 različnih, so ključne, da tako pozitivno deluje na naše telo. Obstaja veliko ključnih snovi, ki jih nekako povezujemo z mako, to so kalcij, veliko kalcija, zaradi tega se tudi uporablja preventivno proti osteoporozi, ampak tudi drugi minerali, posebej veliko selena, tudi vitamini B kompleksa C, E, vitamin D, vitamin, ampak tudi nenasičene maščobne kisline omega 3, omega 6, omega 9, pa tudi veliko aminokislin, 19 od 20. To, kar je za mako značilno, je, da je to adaptogena rastlina, se pravi, spodbuja naše telo, da pride do ravnovesja. Predvsem deluje na hipofizo, prek tega se tudi uravnavajo hormoni, znižuje se tudi kortizol, spodbuja se tudi proizvajanje serotonina, tako da, če uživamo mako, se tudi dobro počutimo, smo bolj energični, imamo več volje tudi do življenja, ampak predvsem pomaga pri tem, če imamo težave recimo s plodnostjo, če imamo težave s predmenstrualnim sindromom, če imamo težave s simptomi v menopauzi, tudi andropauzi. In ravno pri tem je recimo leta 2009 organiziran simpozij na Bledu, ki ga je vodila zdravnica Lili Stojanovska, ki je preučevala ta vpliv make na ženske, ki so bile v menopauzi. Na tak način se je drastično zmanjšali simptomi menopauze. Mako tudi lahko uporabljajo tudi tisti, ki imajo težave s ščitnico recimo, ali na splošno s pomanjkanjem energije. Veliko športnikov tudi lahko uporablja mako zaradi tega, ker nam omogoča hitrejšo regeneracijo in tudi boljši izkoristek lastne energije. Zaradi tega priporočam mako vsem, ki imajo omenjene težave, ampak tudi vsem drugim, ki želijo izboljšati svoje zdravstveno stanje. Začnimo dan z mako, začnimo dan z več energije.